Nazaj. Bitcoin praznuje 15. rojstni dan in 31-letni kriptokralj Padli, Sam Bankman-Fried, ustanovitelj FTX-a, druge največje kriptoborze na svetu, je bil spoznan za krivega goljufije in pranja denarja. Na trg kriptosredstev prihajajo tudi veliki finančni igralci, ki seveda želijo strankam v naslednjem letu ponuditi precej bolj varen nakup in hrambo Bitcoina. Na vrsti je torej ponedeljkova rubrika Finančni svet in v studiu se mi bo pridružil kolega Adi Omerovič. Adi, lep pozdrav. Pozdravljen, Gregor. Saj sem že naredil reklamo za Bitcoin. Ta je namreč v zadnjih nekaj tednih res zrastel. Če govorijo o nekih rasteh, ne vem, odstotek 5, no, Bitcoin je zrastel za 30%. Ja, ampak naj spomnim, lanskega novembra je pa ta isti Bitcoin v parih dneh padel za 30%, ko se je FTX menjalnica zrušila. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Pred enim letom točno je bil Bitcoin vreden 16.000 in takrat je dosegel najnižjo vrednost v zadnjih nekaj letih. Takrat so ga redki pogumno kupovali in zdaj, ko pa je vreden $35,000, mnogi razmišljajo, da bi vseeno investirali v Bitcoin. Ustanovitelj FTX menjalnice, tako imenovani kriptokralj 31-letni Sam Bankman-Fried, prejšnji teden so ga spoznali za krivega in zdaj mu grozi 110 let zapora. Pred leti so ga primerjali z legendarnim vlagateljem Warrenom Buffettom. No, letos pa ga primerjajo z legendarnim goljufom Berniejem Madoffom, ki je za prav tako finančno goljufijo bil obsojen na 100-letno zaporno kazen, le da je bil pokojni Bernie star 70 let, ko je moral za zapahe. It's a warning, this case, to every single fraudster out there who thinks that they're untouchable, or that their crimes are too complex for us to catch. Those folks should think again and cut it out. And if they don't, I promise we'll have enough handcuffs for all of them. Lansko leto ni pravočasno prestavil Bitcoinov v svojo kriptodenarnico, ampak jih je kar pustil na menjalnici FTX oziroma borzi, je ostal brez vsega. No, z novim letom na trg kriptovalut prihajajo veliki finančni igralci, ki želijo zdaj strankam zagotoviti varen nakup in hrambo teh kriptosredstev, vendar kriptonavdušenci so v prestrašenju teh regulacij. Naprimer, senatorka Elizabeth Warren je nedavno izpostavila, da je smotrno razmisliti o prepovedi uporabe kriptodenarnic. In their attempt to avoid being traced, illegal actors have adopted ever more sophisticated cryptocurrency technologies, such as non-custodial wallets. Ne pozabimo, zakaj je sploh Satoshi Nakamoto pred 15 leti ustvaril Bitcoin. Prvi dokument bomo objavili jutri v finančnem komentarju na 24ur.com. Kot se spodobi, so ob rojstnem dnevu Bitcoina poskočili tudi drugi kriptokovanci, naprimer Solana za 30%, potem Ripple, Avalanche, Polkadot po 11%. Kanadski poslanci pa so prejšnji teden pozvali k praznovanju Bitcoinovega 15. rojstnega dne. Bitcoin was born in the midst of the great financial crisis as an alternative to big banks' greed and a system that never failed to bail them out. It stands for a truly progressive ideal. So today, Madam Speaker, let me thank Satoshi Nakamoto, whoever that may be, and wish a happy 15th anniversary to Bitcoin's white paper. Thank you, Madam Speaker. No, prejšnji teden pa je praznoval tudi Jeff Bezos, ki je 1. novembra, tako leta 1994, v svoji garaži registriral spletno stran Amazon. Delnica pa je seveda poletela v višavi in podjetje danes spada med 5 največjih v svetu glede na tržno kapitalizacijo. No, z Amazonom pa ni zaslužil zgolj Jeff Bezos, ampak tudi vlagatelji, ki so pravi čas investirali v podjetje. I own 16% of Amazon. Amazon's worth roughly $1 trillion. That means that what we have built over 20 years, we have built $840 billion of wealth for other people. Zdaj pa poglejmo še trg z obveznicami, ker se že nekaj časa odvija prava drama in v začetku tedna so bili donosi na 10-letne ameriške državne obveznice blizu 5%. Za primerjavo, poglejte, v Vietnamu so donosi pri 3%.
Kaj to pomeni? Da so v zadnjih nekaj dneh te odstotki padli skoraj za 50 bazičnih točk, to je nekje za dobrih 8%. In kaj se je zgodilo z borzo? To je S&P 500. 3 mesece je padal za 10%, potem pa v nekaj dneh poskočil za 6%. Samo zato, ker so donosi padli. No, Jeremy Powell, prvi mož federalnih rezerv, je prejšnji teden na zasedanju izpostavil, da kljub visoki inflaciji ne nameravajo dodatno dvigniti obrestne mere. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. No, poglejte, ta ameriški osrednji indeks S&P 500 po njegovi izjavi. Vse zeleno. In dan kasneje prav tako. Kamorkoli bi vložili, bi zaslužili. Ves teden je bil tak. Poglejte še graf tega tedna. Tudi Microsoft, Apple, Amazon, Google, vsi več kot 5% donose. Če pogledamo indekse, vsi ameriški indeksi v prejšnjem tednu več kot 6% donosi. Tudi evropski 4, japonski 3, slovenski malo zaostaja. In Nasdaq letos, pogledajte, 30% donos. No, ameriški delavci v avtomobilski industriji pa so nehali stavkati, dosegli so zgodovinski dogovor in si izborili kar 30% višje plače. Ameriški predsednik pa je na noč čarovnic pred Belo hišo ponosno delil sladkarije, novinarjem pa je zatrdil, da so najbolj grozni tisti finančni svetovalci, ki upokojencem za investiranje zaračunavajo oderuške provizije. Can cost a person or retiree up to 1.2% per year in lost investment. That doesn't sound like much, but if you're living long, it's a lot of money. Over a lifetime, that can add up to 20% less money when they retire. For a middle-class household, that can amount to tens of thousands of dollars over time. No, za konec pa še naš svet portfelj, ki seveda ni finančni nasvet, ampak je namenjen informiranju. V zelenem tednu smo zaslužili 100 evrov, pokrili smo izgubo iz prejšnjega tedna in zdaj smo v plusu dobrih 50 evrov. Od začetne naložbe je imel največji donos Pan American Silver in Disney. Od vseh naložb ima le svetovni dividendni ETF, ki sledi 1762 delnicam minus. Jutri pa bomo dokupili še 5% Alibabe, ker verjamemo, da znajo biti prihajajoči poslovni rezultati boljši od pričakovanih. In jutri bomo vložili še 1000 evrov, to je nekje 10% našega portfelja, v indeks Russell 2000. To so majhna in srednje velika podjetja v ZDA, ki bi lahko v prihodnje se bolje odrezala kot tehnološki velikani. Toliko, Gregor. Adi, hvala lepa. Tako torej izgleda, ko denar dela namesto tebe. Ja, tega se človek hitro navadi, ne? Dober občutek. Ko si v zelenem, ja. Spoštovani, upam, da denar dobro dela tudi za vas. Hvala za pozornost in v četrtek ne zamudite finančnega podcasta. Adi, te spremljamo četrtek in v ponedeljek. Hvala. Hvala, Gregor.